In potem še tehnični vidik, torej ta izvedbeni vidik, kjer tudi vidim, da se izgublja veliko energije in časa, pri coachih, mentorjih, izobraževalcih, ko pripravljate objave za socialna omrežja, je pa to, da ne uporabljate templateov. Zdaj, kaj je template oziroma predloga lepo po slovensko? To pomeni, da delamo, čisto po domače rečeno, da delamo vedno vse po istem kopitu. Pri meni lahko opazite, da so vse objave približno enake. Vedno, ko delam, ne vem, en tip objave, recimo vedno, ko so grafične objave, se vedno imamo samo dve stvari, ali grafika pa tekst ali pa video objava. Vse grafične objave imajo, bom rekla, tisto oranžno, gradientno podlogo, in vsak tip objave ima isti stil. To se pravi, če bom, ne vem, objavljala citate, boste kar pojdite po mojih objavah nazaj pobrskati, boste videli, citat je vedno na enak način napisan. Ko delam videe, jih vedno delam nekako po istem principu. To se pravi, pač na isti način se zadeve lotim. Zakaj? Spet zato, da si odzamemo tisto mentalno kapaciteto, ali kako naj rečem, da sprostimo tisti prostor. Skratka, prvič zato, ker ja, mi izobraževalci, coachi, mentorji smo, bom rekla, take kreativne duše, in ko zajadramo tamle v Canvo, hitro radi začnemo malo prčkati, ne. Pa a nam je všeč ta predloga, a nam je všeč ta template, a nam je všeč takale slikica, in potem tole seveda porabimo, ne vem, uro, dve, tri, samo zato, da izumimo eno objavo. Skratka, da to grafiko pripravimo ali karkoli.